Spoštovani brigadir dr. Anže Rode, načelnik štaba generalštaba Slovenske vojske, spoštovani gospod župan Robert Smrdelj, spoštovani direktor uprave za vojaško dediščino Republike Slovenije magister Matjaž Ravbar, spoštovani načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske podpolkovnik Marko Hlastec, spoštovana avtorica razstave Simona Porš, drugi predstavniki Slovenske vojske, cenjeni obiskovalci, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni na slovesnosti ob odprtju razstave priznanja Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. V parku smo veseli, da lahko po prvi postavitvi v Narodni galeriji v Ljubljani gostimo to imenitno razstavo. Na tem mestu se tako zahvaljujem Vojaškemu muzeju Slovenske vojske oziroma upravi za vojaško dediščino, da ste se odločili gostovati s to razstavo tu pri nas. Promocija Slovenske vojske in predstavljanje delovanja ostalih služb Ministrstva za obrambo sta pomembni poslanstvi parka vojaške zgodovine. V pogledu v širino in globino delovanja Ministrstva za obrambo dobimo tudi priznanj, ki jih le-to podeljuje za zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske ter obrambi države, za hrabrost v vojni in miru ter za uspehe pri opravljanju vojaške službe. Iskrene čestitke avtorici razstave, gospe Simoni Porš, za imenitno upravljeno delo in oblikovalki, gospe Nives Ajdovec-Lašič, za estetsko dovršeno postavitev. Lepa hvala obema. Razstavo smo v parku vojaške zgodovine umestili ob bok naše nosilne razstave Pot v samostojnost, ki prikazuje dogajanje ob osamosvajanju Slovenije v letih 90 in 91. V Slovenski vojski so bili takrat postavljeni temelji, na katerih stoji in iz katerih raste ter se razvija. Časovno gledano pa s tole slovesnosti v parku vojaške zgodovine vstopamo tudi v praznovanje Dneva državnosti. Dovolite mi, da ob tej priliki zaželim vse dobro naši domovini, vam vsem pa lepo in ponosno praznovanje. Hvala. Spoštovani gospod direktor obeh muzejev, direktor uprave, gospod župan in vsi ostali prisotni. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v odprtju razstave v parku vojaške zgodovine, ki je namenjena predstavitvi priznanj Ministrstva za obrambo. V vojaških organizacijah je nagrajevanje pogumnih in zaslužnih posameznikov staro toliko kot človeštvo samo, a o pravih odlikovanjih lahko govorimo šele od časov starih Rimljanov, ki so prvi uvedli pojem vojaškega odlikovanja in podeljevanje le-teh tudi sistematično uredili. Podeljevanje odlikovanj in priznanj
se je skozi čas prilagajalo družbenim in političnim spremembam, a se je v svojem bistvu ohranilo vse do danes. Priznanja Ministrstva za obrambo Republike Slovenije podeljuje minister za obrambo na podlagi pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo. Na razstavi, ki se odpira danes, so predstavljeni redovi, medalje, plakete, hladno in strelno orožje, generalski prstan ter znaki za dolgoletno službo. Najvišje priznanje Ministrstva za obrambo, častni vojni znak, se podeljuje za zasluge v miru in vojni. Prvič pa je bilo podeljeno na slovesnosti obhodu zadnjega vojaka JLA iz Republike Slovenije 26. oktobra 1991 v Luki Koper. Skromno število priznanj MORS se je do danes povečalo do števila 58. Razstavljena priznanja se v večji meri podeljujejo pripadnikom Slovenske vojske. Stopnja podeljenega priznanja pa praviloma povezana s položajem prejemnika, leti službe in seveda zaslugami in uspehi na službenem področju. Na tem mestu bi rad izrekel veliko zahvalo vsem, ki so pripomogli k uresničitvi tega projekta. Najlepša hvala vsem. Dovolite mi, da vam vzamem še par sekund pred samim ogledom razstave in se zahvalim avtorici Simoni Porš za izjemno delo ob prvi in seveda danes ob drugi otvoritvi te razstave. Simona, prosim,